Spoštovani starši, dragi učenke in učenci, spoštovani učitelji in strokovni delavci osnovne šole Milana Šušteršiča, cenjeni upokojeni sodelavci in ravnatelji, spoštovani ravnatelji in pomočniki ljubljanskih osnovnih šol, cenjeni gostje iz osnovne šole Eger na Madžarskem, iz osnovne šole Voskovice na Češkem in iz osnovne šole Franje Krežme iz Osijeka na Hrvaškem. Spoštovani predstavniki gradbeno-inženirskega podjetja Makropet, spoštovani nadzornik gradbenih del gospod Franc Prepeluk, spoštovana predstavnika Curk arhitekture, cenjene predstavnice Mestne občine Ljubljana, spoštovana gospa ravnateljica Irena Kodrič in spoštovani gospod župan Zoran Jankovič. Danes je poseben dan. Dan, ki smo ga čakali dolgo. Dan, ko ne odpiramo le novih prostorov, ampak novo poglavje naše šole. In končno lahko povemo na glas. Imamo novo telovadnico, Pa novo kuhinjo, pa jedilnico in čudovit oder, na katerem bomo ustvarili predstave, prireditve, koncerte in spomine. tako velik je, da bomo vsi dobro videli, tudi jaz. Do tega trenutka pa ni bila ravno kratka pot. Novembra leta 2024 so zabrneli stroji, začela se je rušitev in pred nami je bilo obdobje prilagajanja, potrpežljivosti in pričakovanja. Takrat še nisem vedel, kako zelo bom pogrešal telovadnico. Tudi starejši učenci smo jo. Šport ni več potekal doma. Vsaka ura je pomenila vožnjo v drugo dvorano, usklajevanje urnikov in nekaj dodatnih kilometrov. Včasih sem imel občutek, da več potujemo, kot telovadimo. A smo ustrojili, tako učenci kot učitelji. In kuharice. Res je, medtem ko smo mi čakali na novo kuhinjo, so naše kuharice vsak dan ustvarjale obroke v precej bolj utesnjenih razmerah. Jaz ne vem, kako jim je uspelo. Z veliko dobre volje, izkušenj in predanosti. Poskrbele so, da nihče ni ostal lačen. Jedli pa smo skoraj povsod. Tudi tam, kjer si nekoč sploh nismo predstavljali jedilnice, Na hodnikih. na hodnikih. Ampak danes imamo pravo jedilnico. In ne samo to, pogrešali smo tudi prostor za skupna srečanja. Prireditve smo imeli v knjižnici. Knjižnica je postala oder, dvorana in zakulisje hkrati. Nekatere proslave smo gledali kar na računalniku. Res je, nekatere proslave smo snemali in jih spremljali na zaslonih. Bile so drugačne, a zato nič manj srčne. Ampak danes smo spet skupaj. Skupaj v prostoru, ki je nastal za gibanje, ustvarjanje, druženje in povezovanje. In zato smo še toliko bolj veseli. Preden nadaljujemo program, si oglejmo kratek filmček, ki nam bo pokazal občutke naših učencev in zaposlenih o pridobitvi novih prostorov. Vabljeni k ogledu. Danes odpiramo nov del šole. Kakšne občutke imate ob tem? Jaz zelo sem vesela in ponosna, da nam je uspelo zgraditi novo telovadnico, jedilnico in kuhinjo. Prepričana sem, da bodo vsi prostori služili učencem za dobro počutje, dobro napredovanje in učiteljem za dobro delo. Seveda pa bodo v tem uživale tudi naše kuharice in sodelavci v kuhinji. Najlepša hvala. Prosim. Ali je organizacija prehrane kaj lažja in zakaj? Zagotovo, organizacija prehrane je izjemno lažja, imamo veliko jedilnico, nove prostore, nove aparature. Skratka, smo zelo zadovoljni z razporeditvijo kuhne, tudi naše kuharice so zadovoljne, kar jih boste pa tudi sami vprašali kasneje. Ali ste zadovoljni z novo kuhinjo in ali je delo zdaj lažje? Seveda sem zadovoljna, delo je veliko lažje kot prej. Prej smo kuhali v razredu, eno šolsko leto, pa manj več. Zdaj pa smo res v novi kuhinji, nova oprema in vse je na vrhu. Seveda lažje je
imamo več opreme, več kotlov, tako da je zelo lažje. Najlepša hvala. Kako ste zadovoljni z novo telovadnico? Ali je zdaj lažje voditi šport? Ja, nova telovadnica je super, imamo več prostora, pa nova oprema, pač praktično vse žoge so nove, vsi ostali rekviziti, posledično so tudi učenci dosti bolj zadovoljni. Ali vam je všeč nova jedilnica? Kaj vam je najbolj všeč v novi jedilnici? Jedilnica mi je zelo všeč, predvsem mi je všeč, da je velika, prostorna in svetla. Ja, najbolj všeč mi je svetlova, funkcionalno. Zelo so mi všeč nogometni goli. Da se lahko razdeli na 3 dele. Ali ti je všeč nova jedilnica? Je? Ja, zelo. Kaj pa ti je najbolj všeč v novi jedilnici? Stil, prostornost in pohištvo. Dali, mize, luči, okna. Oder in nova kuhinja. Najlepša hvala. Za nastanek takšnega prostora pa je bilo potrebno veliko več kot le čas. Potrebni so bili načrti, delo, sodelovanje in skupna želja, da naši učenci dobijo najboljše pogoje za učenje, šport, ustvarjanje in druženje. Zato bi se radi zahvalili vsem, ki so prispevali k temu, da danes stojimo tukaj. K besedi vabimo ravnateljico naše šole, gospo Ireno Kodrič. Lepo sta nas popeljala v ta večer, v naše praznovanje. Lepo pozdravljam prav vse, ki ste danes tukaj v naši dvorani, prijatelji naše šole. In moram reči, da tudi jaz danes, ko tukaj stojim, mi je kar nenavadno, zaradi tega, ker imeli smo prej oder, malo manjši, ampak je bil vedno obljuden in na tem odru se je dogajalo ničkoliko proslav in prireditev. Jaz danes stojim pred zadnjič na tem odru, pred takim občinstvom in upam, da se boste tudi vnaprej imeli na tem odru lepo in da boste še naprej obujali kulturno šolo, kajti naša šola ima naziv kulturna šola in se s tem lahko pohvalimo in upam, da se bomo pohvalili lahko tudi v bodoče. Anže in Kajeli sta povedala, kako smo začeli z gradnjo, koliko časa je gradnja približno trajala in jaz bi se na tem mestu iskreno zahvalila vsem, ki ste pripomogli k temu, da je šola sedaj takšna, kot je. Zahvaljujem se tudi staršem, ker ste nas podpirali in ste imeli zaupanje v nas, v mestno občino in pa v Dragince. Zelo se zahvaljujem vsem zaposlenim, kajti v tem letu in pol ni bilo niti ene žal besede, joj, tega pa ne zmoremo, tega pa ne moremo narediti. Tako da prosim en velik aplavz za vse zaposlene. Da se tam malo premaknete in naredite prostor našim dekletom, ki bodo sem pripeljale določene zadeve. Upam, da se boste lahko premaknile, da ne bo kaj padlo dol. In na tem mestu bi se želela zahvaliti, moram malo pomagati, dekleta. To pa ni bilo točno naštudirano po protokolu, ampak nič hudega, ne? Saj to je osnovna šola, to je šolska prireditev, na kateri se dogodijo tudi takšne zadeve. Tako, najprej bi se rada zahvalila vse vozička, kar sem, ja. Tako, podarjamo lesoves. Lesoves veste, da je
likovna tehnika, ki terja zelo veliko potrpežljivosti in delavnosti. In vsi, ki so tukaj sodelovali pri tem delu, so imeli veliko potrpljenja in veliko smelosti, da so zgradili takšen objekt, ki ga imamo. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu Matjažu Brglezu in sicer arhitektu iz arhitekture in njegovi kolegici, ki je skrbela za ureditev zunanje okolice. Se zahvaljujem podjetju Makro 5. Mi smo vsak teden smo sedeli v moji pisarni, pregledovali, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je še potrebno narediti in vedno smo spraševali, kdaj bo odprtje, ali bo februarja, ali bo marca, ampak ni nam uspelo ne februarja, ne marca in imamo odprtje danes. Tako da tukaj se zahvaljujem gospodu Janku, gospodu se zahvaljujem delavcem Mestne občine Ljubljana, gospa Mojca Kitek. Najlepša hvala, da ste tako vztrajali, da ste nam pomagali, da smo ta projekt pripeljali do konca, do te faze, ki je zdaj in res še enkrat iskrena hvala. To smo načrtovali vse od leta 20 in zdaj leta 26 nam je to uspelo. Hvala lepa. Gospa Marija Fabčič, tudi vam se zahvaljujem, ker ste bdeli nad nami in nam organizirali prevoze iz Ljubljane do dvorane Ježica. Hvala lepa. Brez naših sodelavcev, brez gospoda Renka, brez gospoda Jožeta Mežana, Jože, kje ste? Verjetno nekje dela, aha, tam ste. In pa brez gospoda Matjaža Buclja, verjetno ste se jih kar bali, ne? Kaj bodo spet povedali, da je narobe, ne? Tako da, Franc, Jože, Matjaž je pa na operaciji, tako da ga ni dan in prosim. Tako, brez župana ne gre. In če župan Zoran Janković ne bi imel takšnega posluha za šole, ne samo za našo šolo, ampak za vse šole in vrtce v Ljubljani, potem ne bi imeli takšne infrastrukture, kot jo imamo. Kajti čez slabo uro bo že odpiral tudi nove prostore na sosednji šoli, na osnovni šoli Danile Kumer. Tako da, gospod župan, iskrena hvala za vse, kar ste storili za našo šolo, za vso pozornost, ki ste jo posvečali, da bodo naši prostori dobri, da bodo lahko učenci uživali v njih in učitelji in ostali zaposleni dobro delali. In tudi za vas en konček, za vztrajnost, za pogum in za vse dobro.
nisem nikogar pozabila, če pa sem, bom pa to nadoknadila potem kasneje, ko se bo program zaključil. Vidim, da še nekdo mora dobiti, ampak kar usedite se in hvala lepa, pa to prosim, če tudi odpeljete. Tako, en velik aplauz za vse tiste, in pa zahvala vsem učiteljicam, ni vas malo, ki ste pripravili ta program in tudi učiteljem. Tako da prepuščam Neže, Kajeli in Anže, vidva vodita, ne jaz, ne? Izvolite. Hvala gospe ravnateljici za povedano. Sedaj pa k besedi vabim še župana naše občine, gospoda Zorana Jankovića. Na mladih je svet. Drage učenke, učenci, spoštovani starši, učiteljice, učitelji, spoštovani partnerji, tale uvod naše ravnateljice je bil tako dober, da se je zgodilo tisto, kar sem bil prejšnji teden. Vprašal sem je, pa kaj zadlaga greš v pokoj? Rekaj, ti vse štima, posel se le poslavljajo na konc s temi darili, ampak ta odgovor 26 let v šoli, 512 učencev in vi, otroci, ne veste, zakaj je danes otvoritev. Imam jaz eno dobro idejo, to je zdaj jutri zadnji dan šole, ampak imate novo šolo, novo telovnico, novo kuhno, jaz mislim, da bo se ostalo še 10 dni v šoli. Da ne? Ne boš, evo, tako je, ne boš dopustili, da ne. Drugače pa naša Irena tako lepo povedala, jaz se pa spomnim začetkov, tudi nekaterih staršev, ko sem gledal te prostore, kako smo rekli, čist nekaj malega naredimo, tole igrišče popravimo, pa to tega malega ratala celota prenova šole. In moram priznati, da si zasluži to otvoritev, danes je to moj 4. govor, še enega imam, pol sem pa tudi danes prost. In hvala projektantom, nadzorniku in pa Makropet, dobro delo ste naredili, čestitam, tako da ne boste mi penalo, ker je vse dobro narejeno. Tisto, kar se mi zdi pa izjemno pomembno in res, običajno gre tako, da ravnatelj toliko časa ima tudi prednost, ker imamo vse iste kriterije, kdo pride na vrsto prenovo, na koncu so vsi ti kriteriji isto, ostane še kdo je dalj časa. Zdaj se pa nekaj zgodilo, kar težko povem. Mi bomo danes odprli šolo, ki je prekrasna, res bo otroci uživali v šoli. Potem pa na jesen pride nova ravnateljica, septembra mesecu in lega vraga, da prav bo odprlo igrišče še letos. To je nekaj preko reda, bi človek rekel, ampak ne bo igrišče bo odprto, čim končajo, ampak letošnje leto bo še igrišče, tako da Nataša imamo tudi zdaj igrišče otvoritev. Tako da jaz želim lep dan, uživajte v šoli, vprašal sem v kuhinji, če imajo kaj na žlico, tiste res tem, ampak bom pa šel jesen, so mi rekli, da bodo učili, da jesen tiste da. Jaz mislim, da se boste pomerili, predvsem pa otroci, kaj polo, pridemo še 10 dni v šolo skupaj, mi z vami. Zdaj smo se razdelili, eni bomo na igrišču, drugi po šoli. Imejte lepe počitnice, vsem želim res veliko dobrega počutja, tudi drugo leto v šoli, res je dolgo trajalo, ampak vsem tem, da smo vozili otroke po drugih igriščih, to sem posebej ponosen, niti enega nismo zgubili, tako da so vsi otroci naši tu in te naše prenove, to, da boste vedeli, mi dajemo tretjino proračuna za vrtce in šole. Nihče toliko v državi. In še en tak podatek, ti mladi starši, odločite se za otroke, kajti mi od oktobra 23
nismo kot edina občina v Sloveniji nobenega vrtca podržili. To je izziv, ne? Vi starši otroke, mi bomo delali pa vrtce, delitev dele popolna, ne? Uživajte, lepe praznike, želim lepe počitnice, čim več. Kajeli, že nekaj malo bližje, ne? Take voditeljce, kam greš pol? Moja gimnazija, nekaj čem ne, tako da tam. Take voditeljce ne bojo našli tu na televiziji. Anže, ful dobro za 3 razred. Kaj boš šli s tebe, ko boš 9 razred? Srečno, vse dobro želim. Hvala gospodu županu za izrečene besede. Naša nova telovadnica ni samo stavba. Je prostor gibanja, vztrajnosti, ekipnega duha in veselja. V njej bomo tekli, skakali, zmagovali in se učili tudi iz porazov. Sedaj vam bomo pokazali, koliko različnih športov nas povezuje, krepi in navdihuje. Pripravite se na veliko energije in veliko športnega duha. Predstavitev športov se začne.
opravičujem voditelja, ampak prej, ko sem vsem se zahvaljevala, sem jaz pozabila na nadzornega inženirja, tako da se zahvaljujem gospodu Prepeduhu. Hvala. Danes smo odprli vrata novim prostorom. Jutri je zadnji šolski dan, a že 1. septembra jih bodo ponovno napolnili smeh, glasba, šport, prijateljstvo in znanje. Naj bodo ti prostori kraj, kjer bomo rasli kot učenci, ustvarjalci, športniki in predvsem kot ljudje. Naj bo v njih veliko poguma, veselja in lepih zgodb. Za zaključek današnje slovesnosti bomo zapeli našo šolsko himno. Peti vabimo vse učence in učitelje. Po zapeti himni pa vas vabimo, da se nam pridružite pri zunanjem vhodu v telovadnico, kjer bo sledil slovesni preraz strahu. Skupaj zapevamo našo šolsko himno.